Mojca Štoka, moja, dober dan. Pozdravljeni, živijo in en lep dober dan tudi vsem poslušalcem. Še 2 dni nazaj na odru Kulturnega doma tule v Novi Gorici s policijskim orkestrom, takole v prvi vrsti, tako varno se menda še nisi počutila. Točno, tako to sem hotela reči, tako hvišno, še nikoli in po moje nikoli več. Kako je peti z orkestrom? Nekaj posebnega, kaj ne? Nekaj posebnega in posebno s takim orkestrom, mislim, mrazen se dobiš na odru, ena odgovornost je hkrati in hkrati en taki lep občutek, ki se ga ne da opisati in ki ti ostane še dolgo v spominu. Ravno včeraj sem poslušala nekatere glasbenike, ki pravijo, da se ta odgovornost iz leta v leto še veča. Kako je pri tebi? Se pravi, ko si na začetku, ko si mlajši, greš, kako rečemo, z glavo skozi zid, zdaj pa ta odgovornost predstaviti se pred publiko, predvidevam, je vedno večja. V bistvu je res tako, zato ker tudi z glasbo rasteš in mislim, da pol tudi ljudje vedno več pričakujejo od tebe nekako in tako da je neka odgovornost velika, ampak tudi drugače potem gledaš, se nekar vržeš noter in rečeš, tale, to je to, ampak delaš na temu, da je popolno. Kako si kritična do sebe? Si vedno zadovoljna z nastopi ali nikoli? V bistvu zdrava kritika mora biti, pravim jaz, tako da malo kritika mora biti zmeraj. Sem kritična, nisem bila toliko, se mi zdi, zadnje čase, kadar delaš nekaj, zahtevaš tisto popolnost in mislim, da z leti postaješ vedno bolj kritičen in zahtevaš vedno več od sebe. Kar je pravzaprav tudi na nek način dobro. Rastemo. Za glasbenika je oder, lahko rečeva, sveti prostor. V zadnjem letu in pol je bilo tega svetega prostora malo manj. Kako si se spopadala s temi boji, ko bi rada prepevala, pa nisi, ne? Jaz sem imela malo lažjo nalogo glede tega, zato ker sem v bistvu bila predtem na porodniški, tako da nisem toliko občutila tega. Mislim pa, da za glasbenike je kar težko, ker manjka tisti feeling, tisti feedback, ki ga dobiš na živih koncertih in upam, da bo to čim prej spet nazaj. Tudi na porodniški si bila aktivna, zdaj so ti posvečeni trenutki, tudi svojo hčerkico vidim, da pridno že pečeta prav posebne piškote. Verjetno je, ne, ta prava pomočnica. Čeprav ne bolj ti so za pojest, pol kakšno smetano in tako da je. Ampak tudi že prepevata skupaj. Na socialnih omrežjih si napovedala celo duet. Morda res nekoč nekje, kaj praviš? Nikoli se ne ve, tako da v videospot je že nastopala. Ima rada glasbo. Ima rada glasbo, zelo, zelo. Se pravi, ne toliko po očetu, ki je vinar, je bolj po mami, ki je pevka. Bo nekaj kar po obijah, tako da nam dela skozi čin, tako da ne vem, kam bo peljalo to. Moja skladba Veter je tista, s katero bova prevetrili Bevkov trg za začetek. Posebna skladba, zakaj? V bistvu tako, vsak človek se znajde kdaj v kakšni taki situaciji, ko ne ve, kaj bi sam s sabo, kam bi šel naprej, malo se počuti tako, reka, depra, ampak ne depra. In bi rad nekam pobegnil in veter je tisti, ki nekako odpihne vse tisto negativno in nam nekako da neko moč, moramo dobiti jo mi sami v sebi in o tem govori taka skladba, tako da te odpelje. Se pravi, na Krasu sploh močno piha, ne? Vedno. Od tam navdih? Tudi Kras je dal svoje, sigurno, ker Kras ti da kar dosti navdihano. Tako, izvoli, oder je tvoj, moja v našem studiu, prazničnem studiu, kot rečeno, danes prva glasba v živo, Veter za vse, ki ste na pravih frekvencah. Moja, izvoli. Odpelji me, veter, odpelji me od tod. Odpelji me, veter, mi pokaži novo pot. Odpelji me, veter, odpelji me drugam. Odpelji me, veter, tja v varen pristan, kjer se poznam, čeprav ne priznam, da tu sem doma.
pusti me tukaj, ne hodi za menoj. Veter poslušaj, čeprav mirno je nocoj. Jaz bom bedela, čakala na tvoj znak. Bom zvezdo ujela, jo spustila na tvoj prag, kjer se poznam, čeprav ne priznam, da tu sva doma. Preko viharjev, ki pustošijo povsod, preko pečin, kjer morje hoče svojo pot, skozi vsa divja leta, ne spusti me iz rok. Tudi če v težkih časih zajočem kot otrok, ker me pozna, srce mi prizna, da tu sem doma. Ker se poznam, zdaj si priznam, da tu sem doma. Takole veter je pripihal s Krasa na Goriško. Moja je bila to, moja v še eni skladbi v nadaljevanju. Še prej pa, kakšne so tiste želje, ki jih izrekaš ob koncu starega leta? V prvi vrsti definitivno zdravje in da bi se svet obrnil spet v tisto ta pravo smer, kar je bil pač, da bi se začel vrteti v ta pravo smer, kakor se je vrtel pred vso to situacijo, kakor je zdaj. Tako da mislim, da to vsi pogrešamo. Koliko ta situacija vpliva na tvoj navdih? Praviš, da navdih je, pride in ga moraš ujeti, sicer odhiti k drugemu glasbeniku. Ja, res je. Odpihne ga drugam, lahko li burja kriva. Vpliva, sigurno vpliva, zato ker pač koncertov itak ni in kljub temu, kaj časa ni dosti, ampak kadar je čas, takrat pač se posvetiš pa navdihu in ustvarjanju novih skladb, tako da je, ne zmanjka. In te nastajajo vedno znova z preverjenim, bom rekla, tandemom oziroma skupino. Jan Baruca, mahamo ti. Pupeti mahajo, dobrodošel v naši družbi. Kaj boš rekel, kako je ustvarjati z Mojo? Je zelo zahtevna glasbenica. Sploh ne, zelo Sploh tako ne. spontano in vse pride samo od sebe. Zato sta že toliko časa skupaj in še načrtujeta nove in nove podvige. Kaj je tisto, kar si ti želiš, bom rekla, od tega skupnega glasbenega ustvarjanja? Ja, da v bistvu da naredimo čim več lepih stvari, no? Čim več lepih zgodb, da naredimo skupaj. Tako. Nekaj ste jih že, nekaj jih še boste, naj vama in naj vam uspe. Preverjena ekipa je tudi recept za uspeh. Kaj ne? Definitivno je, mora biti. To je kot ena familija, pravim jaz, tako da se ustvarjajo posebne vezi in jih je treba negovati. Mi bomo zdaj negovali vezi tudi z nemirno tišino. Se ta velikokrat prebudi v tebi? Kadar se ne da spati, takrat ponavadi se pojavi, tako da tudi ta pesem je nastala prav zaradi tega. Kadar se pač ne pride spanec, takrat rata taka nemirna tišina. In, ja. Sporočilo, ki ga dajeva za konec poslušalkam in poslušalcem Radia Rubin. Naj poslušajo čim več muzike, naj podpirajo slovenske ustvarjalce in naj uživajo, kakor se da, in vse srečno in lepo v novem letu. Hvala lepa, Moja. Torej tudi mi bomo uživali v naslednjih trenutkih. Še enkrat danes z nami v studio iz pravlične vasi, kot rečeno, Moja in skladba Nemirna tišina. Samo za vas, ki ste na pravih frekvencah. Moja. Luči so že zaprte, pokrita pod odejo ležim.
Oči imam odprte, občutek imam, ko da lebdim. Čudne misli me lovijo, mi spati ne pustijo, ko tu sama v temi ležim. Glasna je tišina tega mojega nemira. Misli mi kričijo, hočejo tja k tebi, a obnemijo. Naj sanje spregovorijo in prekinejo to nemirno tišino. Naj vanje poletijo metulji, ki želijo bližino. Besede, ki božajo, prividi očarajo. Nemirna sem v sebi, nevidna sem tebi. Kazalci se na uri premikajo, nevidno v temi. V sanjah, kjer se znajdem, zdaj bliže sem tebi. Sva skupaj v mislih, v sanjah teh istih, a čutiš, ko ob tebi zdaj mirna sem v sebi. Naj sanje spregovorijo in prekinejo to nemirno tišino. Naj vanje poletijo metulji, ki želijo bližino. Besede, ki božajo, prividi očarajo. Nemirna sem v sebi, nevidna sem tebi. Nežno kakor sonce, ki me zjutraj zbudi, srce se ti moje prepusti. Nemir v meni zdaj se umiri, jutro zabriše vse sledi. Naj sanje spregovorijo in prekinejo to nemirno tišino. Naj vanje poletijo metulji, ki želijo bližino. Besede, ki božajo, prividi očarajo. Nemirna sem v sebi, nevidna sem tebi. Tebi. Lahko rečemo, wow, Mojca Štoka, moja, Jan Barej, hvala za obisk v studiu, hvala za glasbo v živo. Radio